Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kriptodnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti tam v živo in to spremljate kasneje preko YouTubea, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda, če spremljate to kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, da požene algoritem in da si tako ogledajo tudi drugi ljudje, da jim priporoča ta posnetek naprej. Kje smo mi zdaj ostali? Danes je torek, 12. maj in kot vidimo, imamo totalno volatilno situacijo tukaj na kriptotrgu. Zdaj, včeraj smo mi označili tale dvojni vrh tukaj na enournem časovnem intervalu. Zdaj ne vem, če se sploh splača gledati tukaj 15-minutni časovni interval. No ja, sigurno bi se dalo kaj potegniti ven iz tega, tole trend linijo. Torej, imamo še vedno trend navzgor in dokler ne izgubimo tele trend linije, je še vedno možnost, da gremo mi naprej gor. Zdaj, kar se tiče dolgih in kratkih pozicij, je kar, vidimo tukaj pri Bitcoinu, tega zdaj že kar nekaj časa nismo označevali. Zdaj, tukaj je ogromno ljudi stavilo na rast, kot lahko vidimo po temu indikatorju. In tisti, ki niso bili dovolj previdni in so preblizu nastavili svoje stop losse, so izgubili s tole volatilnostjo, ki smo jo dobili pred kratkim. Zdaj, še vedno lahko obstajajo stop lossi tukaj na tej meji, na tam nekje 80.000. Tako da to je zagotovo še odprto. Kje so stavili napadec? Tukaj so stavili napadec, ampak to je bilo zagotovo že pobrano. Potem tudi tukaj pri tem opacu in potem je dobesedno švigalno nazaj gor, tako da tudi to je bilo pobrano. In zdaj nazadnje, tukaj točno na tem vrhu so stavili napadec, tako da stop losse imajo po mojem tukaj na okoli 82.200. Lahko tudi pri tem vrhu, ki smo ga naredili malo prej. Tukaj pa imamo 82.500. Zdaj, pri tej volatilnosti bo treba res malo počakati in videti, kam se bo zdaj trg obrnil. Tukaj na enournem časovnem intervalu smo včeraj označili tale dvojni vrh, še vedno obstaja ta nevarnost in trenutno se gibljamo kar dol. Bomo videli zdaj, če pridemo do te neckline meje na okoli 79.500 in jo prebijemo, potem je večja možnost, da mi obrnemo trend in padamo naprej dol in gremo pobirati te likvidnosti, ki nas še čakajo spodaj. 78.200, pa potem tukaj imamo še eno 76.000 in še naprej dol 74.000 oziroma 75.000. Tako, to bi bilo, kar se tiče Bitcoina. Dajmo pogledati zdaj še tukaj likvidnostna območja. In spet smo v nekem sendviču. Zdaj, ravno pred kratkim smo mi pobrali likvidnosti vseh teh ljudi, ki so stavili na rast prehitro, na tam nekje 81.100. To je bilo vse pobrano in čaka nas zdaj še tale likvidnost. Torej, točno tako, kot smo mi označili tam na 15-minutnem časovnem intervalu, na okoli 80.000 oziroma 80.300. Zdaj, zna biti, da glede na to, da smo mi bližje tej tukaj, da bi mi šli prej tole pobirati in potem se obrnemo
navzgor in poberemo likvidnosti vseh teh ljudi, ki so stavili na padec. In tukaj je tale meja na okoli 82.700. Torej tudi ponovno čisto približno tako, kot smo označevali tam. Tole sem še mislil pokazati. Včeraj sem v komentarjih na YouTubu dobil predlog, da bi mi primerjali Bitcoin z globalno likvidnostjo. Zelo zanimive debate se dogajajo v komentarjih na YouTubu, tako da če karkoli želite vedeti ali karkoli ali vprašati, vsekakor se kar udeležite debat od spodaj in tudi zelo rad podebatiram z vami. Dajmo pogledati, torej globalna likvidnost napram Bitcoinu. Tukaj modra krivulja je globalna likvidnost, to je pač money supply, M2 od vseh 21 največjih centralnih bank. Torej, tale modra krivulja in tukaj črna črta je pa gibanje cene Bitcoina. In kar je značilno za tole likvidnost, tukaj jo imamo za 7 tednov naprej, zaradi tega, ker naj bi tako nekako napovedovala ceno Bitcoina. In kaj je tukaj zelo zanimivo? Samo pogledajte tukaj, kar se je dogajalo. Torej, globalna, se opravičujem, je tukaj šla gor in potem se je začela spuščati. In isto se je z njo spuščal Bitcoin. Potem je začela spet rast in popolnoma enako, skoraj da enako, je z njo rastel tudi Bitcoin. In potem se je pa zgodilo nekaj zelo zanimivega. Bitcoin je začel padati, kot lahko vidimo tukaj, medtem ko globalna likvidnost je pa kar rasla in rasla naprej gor. Zdaj trenutno smo na tej točki, tukaj lahko vidimo, da bi lahko pričakovali kakšen padec naprej, ampak je zdaj odvisno, koliko bodo ta padec požrli kriptotrgi, še vedno pa tukaj rastemo naprej gor. To nam v bistvu nekako tudi pove, da Bitcoin zamuja svojo rastjo. In bomo res videli zdaj v naslednjih mesecih, kako se bo tole odrazilo na Bitcoin ceni. Kot ste videli, to sem tudi večkrat že poudarjal, delniški trgi rastejo kar naprej gor in se ne ustavljajo. Medtem ko Bitcoin in kriptovalute pa kar zaostajajo od zadaj. Tako da zdaj je veliko vprašanje tukaj. Ali nas čaka ena velika rast, kar se tiče kriptovalut? Seveda z veliko zamudo. Ali pa bomo na podlagi tega manjšega padca doživeli še en padec, morda popravek v svetu, v delniškem svetu in s tem sinhrono tudi popravek, kar se tiče kriptovalut oziroma nadaljevanje padanja. Bomo videli, kako se bo to odrazilo. Zdaj to vsekakor ni tak padec, kot smo ga imeli tukaj. Ne? To je bilo kdaj? Decembra 2024. Torej, že kar dolgo nazaj. Poglejmo zdaj še Ethereum. Ethereum, kar precej zanimiv. Samo malo. Ja, tukaj imamo tole gibanje v tej konsolidaciji še naprej. Mislim,
je precej volatilen, precej zanimiv. Najbolj zaradi tega, ker tukaj ogromno ljudi je stavilo na padec in sem včeraj prav šel gledat nazaj po zgodovini in nikjer, vsaj do takrat, ko sem šel nazaj, nikjer ni bilo tako dolgega obdobja, ko bi ljudje stavili na padec. No, zdaj se trenutno malo popravlja tukaj na enournem časovnem intervalu. Ampak, kakorkoli že, smo v konsolidaciji, izredno cikcakasta struktura, še vedno veljajo tile naši plani, ta prvi, bikovski, da pač prebijemo končno to, gremo pobirati tole likvidnost tukaj na 2500, naredimo podporo in rastemo naprej gor. Ta drugi, isto tako možen, to moram premenjati na 4-urni časovni interval, da se bo lepše videlo. Tukaj smo označili tole dvojno dno in zdaj se zadržujemo točno tukaj na njegovi neckline meji, tako da ja, vsekakor je velika možnost, da se izvede tale naš prvi bikovski scenarij, ampak še vedno obstaja tukaj tudi ta drugi. Zdaj, da smo zavrnjeni od tele meje na okoli 2380 in gremo dol testirati tole trend linijo, kot vidimo, tukaj imamo dno, višje dno in še vedno je ena možnost, da mi naredimo še eno višje dno in potem končno prebijemo tole mejo na 2380 in rastemo naprej gor. V tem primeru bi potem šli pobirati tukaj tole našo prvo mejo na okoli 2800 in seveda možnost je tudi, da pridemo do te lepe okrogle številke 3000. Ampak, vedno je tukaj nek ampak, problem bi bil, če mi tole naraščajočo trend linijo izgubimo. V tem primeru bi pa potem lahko padali naprej dol. Zdaj, tudi tukaj na 4-urnem časovnem intervalu vidimo, pred kratkim je kar precej ljudi stavilo na padec in še predtem precej ljudi stavilo na rast. Tako da trg je s tole zadnjo konsolidacijo tukaj izredno neodločen in bomo videli, kam se bo tole vse skupaj obrnilo. Imamo tudi tukaj Ethereum, da vidimo, kako se kaj tukaj obnaša vse skupaj, samo malo, da tole popravim. In ja, spodaj niti, to sem naštimal na en teden, spodaj niti nimamo nekih dosti likvidnosti, nekaj malega je tukaj na 2289, ampak zgoraj jih je kar precej in tukaj imamo mejo 2435. Zdaj, treba bo malo počakati, da vidimo, kaj bomo mi zdaj dobili ven iz te likvidnosti, še predvsem pri Ethereumu. Bitcoin po mojem je že imel svojo rast, zdaj bi se znali v tej rasti odraziti še kakšni altcoini, ampak kljub temu še vedno je ogromno odvisno od Bitcoina, tako da to bo treba spremljati še naprej. In seveda, če bo karkoli novega, bom jaz to še dodatno obveščal preko Patreona, tako da če se mi želite pridružiti tudi tam, kot sem že rekel, povezave so spodaj v opisu in pripetem komentarju. Če to spremljate kasneje preko YouTubea in če spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live zamudili. Poleg tega vas pa vabim tudi k komentiranju spodaj. Ogromno zanimivih debat se je že razvilo in tudi zelo rad podebatiram z vami. In še priporočam se tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je to tudi všeč.
No tako, to bo tudi vse za danes. Jaz vam želim en lep dan še naprej in se vidimo ponovno, če ne prej, jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.